kupila sem Mercatorjeve jagode, ker so bile ful lepe in ful dišijo. In jih bom zdaj tako polovico jih bom naredila z čokolado in vam bom pokazala, bom tukaj v sobi naredila. Komaj čakam, kaj diši. Kupila sem to ogromno jedilno čokolado. Zadnjič sem naredila, ne vem, sem vam povedala, sem naredila z mlečno čokolado te jagode in mi ni bilo dobro. Imam rajši s temno čokolado oziroma to jedilno čokolado za kuhanje. Nisem pa še nikoli te znamke kupila, tako da upam, da je dobra. Ok, jagode so prane, zdaj je pa ful pomembno, da jih dobro usušim, preden da dodam čokolado. Moram reči, da vse so lepe jagode, sem z njih probala, pa ni še sezone, bom rekla, ampak za te jagode s čokolado so perfektne, ker ne rabiš neki ful sladkih, ker je itak čokolada tako sladka, ampak dajo pa nek okus. Tako da so bile pa ful poceni, tako da se ne pritožujem. Evo, preden da se lotim jagod, sem si še skuhala večerjo. Moje slavnostno najljubše, ponavadi to jem z brstičnim ohrovtom, ampak danes sem uporabila brokoli in ful se veselim, ker že nekaj cajta nisem to jedla. Kupila sem si novo to česno omako in ja, to je najboljše s tem. Evo, tako jaz topim čokolado na vodi, ta voda spod zavre in pomembno je, da se ne dotika te zgornje posode, ampak da v bistvu sam para gre. To je to. Eni tudi delajo to v mikrovaloni, jaz pač rajši tako naredim, ker moja mama vedno tako naredi. Kako diši. Evo, vse je pripravljeno za jagode. Tukaj imam peki papir na krožniku in jagode, sem prinesem še čokolado in pola začnem delati. Obje te jagode imajo tako ful slabe peclje in se takoj odlomijo, tako da je ful težko jih obračati, brez da bi se odlomile, tako da moram pač malo tako na... Evo, se je že odlomil, fuck me. No, prejšnjič ko sem imela, so imele ful fajn peclj. Zdaj lahko bi une palčke dala, ampak tudi niso fajn. Sem probala, da to ne ražniče not. In je... pač se je suko ražnič not, ni obstal v jagodi, ali kako bi rekla. Evo, nekako mi je ratalo, te peclji so bili res katastrofa, ampak all good, all good. Zdaj moram pa vse to pojesti. Boga jaz. Še zadnje sončne žarke lovim, malo sem pozna, ker ne vem, kaj se je zgodilo, oziroma prej sploh ni bilo sonca dejansko, tako da uživam, malo piha. Dobro jutro, danes je dober dan, čeprav ful deževn, ampak ja, stvari se spet odpirajo, torej za mene je najbolj pomembno moj fitness se odpre, tako da grem zdaj v fitness. Še prej moram pa nekaj na hitro pojesti. In spet sem nazaj pri trdo kuhanih jajcih. Let's go. Ja, ful sem srečna danes. Po moje zato, ker so se fitnessi odprli, ali pa ne vem. V glavnem. I feel good. Naporno. Sama sem skoraj v fitnessu, ena punca še, nice. Jaz sem nazaj iz fitnessa, počutim se super. Bila je nekaj komentarjev, če lahko pokazala, kakšne vaje delam. Nisem fitness trener, delam, kar sem se naučila skozi leta, pač ko sem hodila na vodene vadbe, prek interneta. Jaz delam na mišični masi, pa tudi da malo zgubim maščobe, ampak ne hujšam, tako bom rekla, ampak delam na tem, da bom bolj čvrsta, da bom imela malo večje mišice, ampak ne zdaj ono ful velike. Tako da ja, bom kako vajo pokazala, pa mogoče lahko napišem, kjer vaje se delam, ampak ne bi pa zdaj
Mislim, tudi ne vem, kako bi posnela v fitnessu, malo bi bilo čudno. Si kar predstavljam, da če bi objavila fitness video, da je bilo to komentarjev vseh teh wannabe fitness trenerjev in vsak po svojem pameten. V glavnem, forma je ful pomembna in ja, jaz mislim, da imam dobro formo, ampak sigurno bi se kdo najdel, ko bi rekel, ne, nimaš v redu forme. Ok, nima veze. V glavnem. Šla sem v Hofer, ker mi je masla zmanjkalo, pa po kruh sem šla, oziroma štručke. Fora je, da sem jaz v petek šla v velik shopping in ta haul, Mercator haul, sem pokazala na mojem angliškem kanalu, lahko si pogledate. Ampak jaz sem šla po maslo, ker mi ga je zmanjkalo in sem še kupila par drugih stvari. V glavnem, kupila sem maslo, brez laktoze, humus, kumaro. Ful se mi lušta zadnje cajte, kumar, ne vem zakaj. By the way, zdaj imajo v Hofru te biorazgradljive vrečke, tako da če daš zelenjavo not, jo lahko tudi uporabiš za to bio odpadke, je pa 3 cente, kar se mi ne zdi ful, glede na to, da če kupiš te biorazgradljive vrečke, so vedno ful drage, tako da cool. Parmezan, ker ga vedno rabim, smetano za kuhanje, kupila sem si oreščke. Čakaj, so to indijski ali so makademski? Indijski? Ja, se piše indijski, to pa ne piše. Kaj? Ok. Te imajo brusnice, teh nimajo, tako da pač malo za kombinacijo. Kupila sem si še sladek krompir. Sicer sem si ga že v petek kupila, ampak ful ga pojem in ja, ful ga rabim. Potem sem si kupila te štručke, semeni, koruzni. In imeli so ponve in so bile ful poceni, tako 12 pa še nekaj je bila ta ponev. Ful mi je všeč, ker je malo bolj globoka, ampak ne ful globoka, ni ono kozica, pa ni ona nizka ponev, tako da če narediš kako omako in pol špagete nadaš, oh my god, perfekt. Edino, nimam kake pokrovalke, imam eno, ko je velika, ja, mogla bi si ono univerzalno pokrovalko kupiti. V glavnem, koma čakam, da nekaj skuham tu net, to je tako najboljša stvar, ko si kupiš ponev, ne vem, meni je to life, res, ok, to je moj haul, zdaj pa jedla štručko z sirnim namazom in lososom. Ja, to ne vem, če sem pokazala, te piščančje prsi, salame sem si kupila. Včasih si kupim lososa za na kruh oziroma toast, včasih pa te salame, odvisno, kaj se mi lušta, pač da imam malo različno. In ja, to je moj haul. Ja, pa še toast sem kupila. Ne da se mi vsak dan hoditi po kruh, pač kadar ga rabim in ne lušta se mi vsak dan kruh, a v bistvu ga ne jem, po moje enkrat na teden jem kruh, odvisno od kako obdobje imam, tako da sem si kupila še ta butter toast, ki ful cajta zdrži, tako da. Evo, kosilo je pripravljeno, za večerjo še ne vem, kaj bomo mogoče sprobali novo ponev, bom videla. Evo, malo sem še lačna, tako da sem se odločila, da bom še malo humusa s korenčkom in s kumaro, ki sem si jo kupila. Jej! Ponavadi imam korenček, ampak da bo malo drugač, sem si narezala še kumaro. Po kosilu se je treba malo vleči. Ja. Ok, bom čisto iskrena, nisem mi dalo kuhati. Ne vem, po moje vreme je krivo, ker je tako deževno, res že 2 dni, pa še jutri bo, oziroma jutri naj bi celo sneg bil. Tako da sem si naredila špagete s tuno in parmezanom. Pač dobesedno samo špagete skuhaš, dodaš tuno in parmezan in zmešaš, to je to. Ja, tako da nisem še nove ponve sprobala. Bi pa jutri rada probala za kosilo iz TikToka je, vsi na YouTubu zdaj to delajo, pač ta recept od kao Gigi Hadid, vodka sos, pasta, ja, pač vodkina omaka za testenine. Ne bom dodala vodke, ker pač ne gre veliko vodke not in ne bom je kupovala samo za to. Ampak ja, hodila sem reči, da se opravičujem, ker nisem nič kuhala danes, ampak ja, tako je. Mimogrede, rekla sem, da bom na dopustu začela, oziroma da bom med dopustom pač malo ustvarjala in tako naprej. Nič nisem uspela narediti. Kupila sem si to skicirko, tako malo prenosno, pa nisem nič naredila. Sem pa začela zadnjič dudlati to. Dudlanje, tako ne vem, v bistvu pač rišeš neke teksture, raš neki ful razmišljati, pač tako fajn je za sprostitev, lahko kakšne videe poslušaš, gledaš in dudlaš. S temi flomasterčki ali pa karkoli pač imaš doma.
mimogrede ura polnoči, jaz sem končala stream in sem si šla kuhat zelenjavno juho, nisem snemala, ker sem že mislim, da 2-krat na tem kanalu snemala, tako da prejšnji ali predprejšnji vlog, moj predprejšnji vlog sem pokazala, kako naredim zelenjavno juho. Zdaj dam spet ta kruh zeliščni in ja, ful se veselim. Evo, moje kosilo je pripravljeno, dosti je podobno včerajšnjemu. Rada bi samo povedala, zakaj sem izrezala ven paprike, ker imajo ful premočen okus v teh olivah. Pa ponavadi kupim, mislim, a je v Hofru, no, je korenček ali je paprika, not nima tako močnega okusa, tukaj je pa ful bolj, nam ni bilo toliko po olivah okus in mi ni bilo všeč, tako da sem izrezala ven. Da, so res samo olive, tako da naslednjič si ne kupim od Naturete s papriko. Mislim, če vam je všeč, meni recimo ni bilo, tako da. No mi. Ok, ura je 5 in jaz grem kuhat to Gigi Hadid vodkino omako. V bistvu je dosti simpel, jaz sem pogledala različne recepte, naredila bom malenkost po svoje, ne bom dodala vodke, tudi ko sem gledala recepte, ne dajo vsi vodke zraven. Nimam čili teh flakesov, imam pa neke druge začimbe pikantne, tako da vse ostalo pa mislim, da imam šalotka, česen, paradižnikova, pasta, mezga, smetana za kuhanje in pol te začimbe in parmezan seveda. Zdaj pa se lotimo, sicer nisem še lačna, ampak rada bi si zdaj skuhala, da imam pol mir pred streamom, ker imam še par stvari narediti, pa moram se spraviti, tako da gremo zdaj naprej kuhat, pol pa se še pogovorimo malo. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Darling, I can't wait till I see your face. Oh God, I miss you bad.
so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Your heart, your eyes, our love. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Your heart, your eyes, our love. Evo, ne bom še zares jedla, ampak bom probala, ker nisem še nikoli tega jedla in upam, da je dobro in ne preslano, ne vem, karkoli. Presenetljivo je dobro, glede na to, da nima nič mesnega not. Všeč mi je. Dejansko dobro. Mislila, da mogoče ne bo, ampak not bad, ampak ja. Ok, medtem ko si bom naredila en tak hiter make-up, bi rada pač stvari povedala. Fak, mi je vroče od kuhanja. Ruki. Vedno prideš, ko nimam časa. Hi. Long time no see. Si moker? Si ti moram dati pa priboljške, a ne? En pobozek. Ja, seveda. Torej... Sploh ne vem, če se me vidi realno. Govorila sem o selitvi že ful cajta nazaj, ker ja, itak da bi se rada na svoje preselila, pa imela svoj prostor, ne delila s cimrami, predvsem kuhne, a ne. In ja, to je se že ful cajta in dost ljudi me sprašuje, a se ne boš preselila, kdaj se boš preselila. Ja, to ni kar tak in nočem se pač odločiti danes na jutri, iti v prvo stanovanje, ko je fraj. Ker, ja, so draga stanovanja v Ljubljani, a ne. In hočem, da je res dobro stanovanje, da je tako tukaj ali pa še boljš, sam da imam svoj prostor. Ker ta soba in balkon sta super, a ne, ampak vse ostalo ni tako super, ko pridejo problemi. Zadnje pol leta je skos neki, o katerih nočem govoriti, ker so grozne in zaradi svoje varnosti nam govorila o njih. Ni smešno, ne vem, zakaj se smijim. Tako pač reagiram v glavnem. Če ni to, je pa čiščenje in ne da se mi. Prestara sem, ampak moram reči, da zdaj zadnje cajte je bilo kar v redu, do 2 dni nazaj. In vsakič, ko je nekaj narobe, začnem bolj resno razmišljati, zdaj pa res, ampak moram reči, da mi ni žal, da se nisem še preselila, zato ker sem ta denar, ki ga pripravila za najemnino, vložila v druge stvari. Kot so delnice in ja, ful boljša naložba in malo potrpiš. Jaz vedno probam biti srečna v situaciji, v kateri sem, zato ker pač to, da boš srečen, ko bo to in ko bo ono, je nerealno. Oziroma, ko dobiš to, si srečen za kratek čas in pol spet ne. Hočem reči, da če ne znaš biti srečen v situaciji, v kateri si zdaj, pač ne boš tudi pol. Ja. Se ne vem, kaj točno zdaj hočem povedati. Ja, delam na tem, da se preselim, ampak ne ful aktivno, pač pogledam, če je kako cool stanovanje, res za dobro ceno, ampak malenkost bom še počakala, oziroma odvisno od ponudbe. Ja, se splača počakati, verjemite mi. Patience is the key. Dobre stvari prihajajo, karkoli zdaj dajete čez, bo minilo. Ne bo enostavno, ampak bo šlo mimo in bo vse cool. Vse, kar se ti dogaja, te pripravlja za naprej, čeprav je grozno, čeprav se ti zdi, da nima nič veze s tem, kar ti hočeš, ampak
Vse je tako mora biti. Sigurno pa pomaga, če imaš neko zdravo mentaliteto, ne pravim, da moraš biti 100% skozi pozitiven, ampak da zaupaš življenje, ne sekiri se preveč, ker to sam še bolj slabo prinese. Vem, da je lažje reči to, kot pa narediti, ampak če si skozi to ponavljaš cajtoma, dejansko verjameš v to in ti rata. Torej, zaupi v življenje in to je to. Don't you give up, Če bi jaz obupala takrat, ko sem imela res low of the low, ko sem naredila video update, life update, pa sem se jokala, ne bila zdaj, kjer sem. Je treba iti skozi grozne stvari, da pridemo do res ful dobrih, čeprav se ti zdaj zdi ful težko in I wanna do this, ampak vse bo dobro. Res ne vem, kaj je point zdaj tega pogovora našega. Point je, da ja, sigurno sem preselila, ampak nisem zdaj nimam sile, ne rabim se zaradi ničesar drugega preseliti, kot pa zaradi sebe in nočem se na nek način zasrati. Enkrat bi tudi rada o denarju govorila, zato ker sem se ful spremenila, kar se tega tiče. Pač moja mentaliteta glede keša se je ful spremenila in včasih sem bila ful slaba. Pač vse je cool, saj gremo skozi življenje, se učimo, ampak da bi lahko šla nazaj pa si dala eno klofut, to bi bilo ful fajn. Ne se zapraviti, kar zaslužite, prosim, za oblačila, make-up, ker ni vredno. Privošči si tam pa tam kaj, ampak ne zapraviti vsega. Te stvari, ko si jih kupiš, stvari ti dajo kratkotrajno srečo in čez en teden ne boš več srečen, samo brez keša boš, tako da. Bom pa enkrat mogoče malo bolj poglobljen video o tem naredila, kako sem spremenila v bistvu pogled na keš, kako sem se popravila itd. Ruki, si smešen, nikoli ne leži tako. Ful me všeč, kadar imam to stojalo za oblačila tu, ker se mi zdi, da se počuti varnega, ko sedi spod oziroma leži. Ker je spoilerja imaš. Oh my god. Mimogrede, ta Catrice maskara je ful fajna, zadnjič sem jo kupila, mislim, da je nekaj novega, upam, da jo obdržijo, ker če ne se bom zjokala, ker ful težko najdem maskaro, ki se mi ne vtisne na veke. Tava naredi ful dolge trepalnice, pa privzdignjene, pa ne vtisne se mi na veke, pač prosim, ne je dati iz prodaje, ker je nova, ne vem, ali bo zavedno ostala, oh my god, moram si jih kupiti malo več, vam bom pokazala. Sicer imam zdaj eyeliner, ker perfektno bi bilo, če ga ne imela, da bi se res videla ta dolžina trepalnic, ampak vseeno. Glavnem Catrice, ta pinki, upam, da imajo, razmišljam, da bi si jih šla več kupiti. Sicer so malo draže, kot smo navajeni od Catrice, mislim, da so okoli 5 €, ampak če se mi ne vtisne na veko, bolj sem srečna. Ima pa tako ščetko dost debelo, ampak se sploh ne popačem. Če pa se pa itak z vatirno palčko pol odstraniš. Ampak tek sploh se ne matram in jih ful privzdigne, ful hitro se namažejo in ja, res fajn. Ja, bom probala en dan pokazati brez eyelinerja, ker je res sick. To je to, več si ne namažem jaz ponavadi. Si pa kdaj rada razčešem s temi silikonskimi krtačami, ko niso maskarji, ampak so samostojno. Se daje naročiti ali pa mojih tudi majki o kakem milerju dajemo. Malenko sem se popackala, bom počakala in bom pol to pobrisala, ko se posuši. Tadam! To je v bistvu vse, kar si naredim jaz za make-up čez dan. Dobro, to ni res. Včasih si še dodam malo rdečila ali pa bronzerja na ličke. To naredila, ker zdaj že nekaj cajta ni bilo sonca in si dodam malo barve, ker ne preživljam nič cajta na balkonu. Upam, da pride zdaj počasi sonce sem nazaj, ampak ja, čisto tako easy si dam. Pol si dam nek lip balm na usta. Ta od Catrice tudi, ki mi ga zmanjkalo. Beautifying. Si ne vem, imajo tudi limited edition. Jaz samo upam, da to maskaro obdržijo. Oh my god, please.
Ja, to je to za moj make-up, si bom še lase malo mogoče zlikala. Ne vem, zdaj imam ravne, ampak tak lahko so še bolj ravni. Edino mogoče bi si še obrvi malo dofilala. Zdaj, za vsak dan si jaz tega ne bi delala, ampak recimo na kameri izgledajo stvari malo drugače in malo bolj močne obrvi ne izgledajo toliko močne na kameri kot v živo. Da si jih... Prej sem si jih z svinčnikom že namazala zjutraj. Zdaj si pa tem s flomasterčkom od Beju zafilam. Drugače uporabljam tudi od Revolution ono tanko barvico, ampak mi je zmanjkalo, moram iti kupiti. Ok, zdaj pa je cajt za večerjo. Naredila sem si še solato iz kumar, paradajza in buffalo mozzarelle, ta je ful bolj sočna kot navadna. In ja, res sem ful lačna, tako da v tek pasa. Luki. Sem obesla še temna oblačila in se je prav uvalil po tleh, je bil vesel, ker ti tam še več oblačil. Da se lažje skriješ, a ne? Si veselčkan? Ja. Kako fajn diši soba. Jaz včasih namerno pustim tukaj pač to stojalo, da diši soba in da se navlaži in ja, v kuhinji tudi kdaj čebulo pražimo in ni glih kul. Dobro, zdaj te bom pa pustila premeravala. Ja, predes. Oh. Ja. Skuhala sem si kavo, tako da si bom zdaj nalila. Ful se veselim, ker se mi je zluštalo kave. Ne pijem je drugač več in to je to. Najedla sem se, čez pol ure začnem stream. Kaj še? Nič, se vidimo po streamu. Še to vam bi pokazala nov šalčko, v bistvu sem jo ukradla mami. Ne, se nisem ukradla, vprašala sem, če jo lahko imam, ker sem videla, da je bila nekje na polici in mi je ful lepa taka vintage, rožice ima, vrtnice, no, ful je cute. Evo, zdaj pa se moram spraviti streamat, linki so v opisu za vse, stream je na Twitchu, še vedno se kdo najde, ko ne ve, tako da je pa v angleščini, tako da žal. Ste že kdaj kupovali zrak? No, jaz ga zdaj iščem ta kompresiran zrak za čiščenje računalnika, pa za Lego kocke in tak naprej, ker mi ga je zmanjkalo, pa tipkovnice. Ne vem, kako se slovensko napiše. To rabim, ja. 2 še za brata. Ene slušalke brežične rabim za fitness, pa za rezervo. Mama rekla, naj si za rojstni dan kupim. Te si bom naročila. JBL so in držijo 6 ur. Najboljš od vseh, kar sem jih pogledala za to ceno in še znižane so, tako da bom kar kupila. Let's go! To je za moj rojstni dan. Dobila sem cash, tako da ne se sekirat, ne zapravljam za brez veze. Kdo je nazaj? Dober večer. Roki se je prestal na brisačo. To brisačo imam tu, ker jo dam pod vrata, da malo, kako bi rekla, ublažim zvok, ki gre iz vrat, ker je pač so tako dvignjena vrata, ne vem, če pomagam, ampak jaz se boljš počutim. Oprosti. Bom ugasnila luč, lahko noč. Ja, in zdaj on leži na tej brisači. Čas je, da gremo poslu. Pogledala bom še malo Netflixa in pol spat, ker zmatrana že. Končno po 3-4 dneh. Sonce. Danes mi ne ujde balkonček. Dobro jutro, ful sem zmatrana, ura 10, ampak počutim se, kot da je 6 zjutraj, ker nisem mogla zaspati. Jaz hodim ob 1-2 zdaj spat, kar ni slabo za moje navade prejšnje, ampak včeraj pa kar nisem mogla zaspati. Ful sem bila excited za stvari in nisem mogla zaspati, pač kaj. Do 5:30 zjutraj. Posel sem šla pa ob 1. Ne bom se sekirala, ker zakaj bi se človek sekiral, zato se zgodi, a ne, nisem mogla zaspati, kaj ne. Danes bom sigurno mogla malo iti spat popoldne ali pa nekaj, ampak zdaj pa se bom lotila
montiranja verjetno, pol bom šla v fitness, pobrat grem stvari na Mimovrste, ker so že pripravljene, ko sem včeraj naročila in komaj čakam, da dobim slušalke. Ful bi bilo fajn, če bi lahko šla v fitness z novimi slušalkami, sam nam čisto že nafilane, ko jih dobiš, tako da ja, ne še danes. Moram reči, da odkar je bil dež, nisem pisala dnevnika, torej nisem delala tega dnevnika hvaležnosti, itd. Tako da danes bom sigurno to naredila, ampak najprej zeleni čaj in montiranje videa. Ok, jaz sem zmontirala zdaj ta video in je že dolg 30 minut, tako da sem se odločila, da ga tukaj končam. Upam, da ste uživali, da je bil res dolg, pa ful je bilo hrane, kar mislim, da vam je všeč. Tako da ja, hvala za komentarje, hvala za lajke, followajte me na Instagramu, če še niste, in se vidimo naslednjo sredo. Oziroma v petek na angleškem kanalu, tisti, ko me še tam gledate. Missing someone